Ljudje smo bitja svetlobe in živimo v času svetlega dela dneva, ne ponoči. Sončni žarki vplivajo na naše počutje, preprečujejo depresijo, vplivajo tudi na razvoj vitamina D. Za naše normalno delovanje je sonce potrebno, a kaj je prava mera, da ostanemo zdravi? O tem, zakaj in kako nevarno je lahko prekomerno izpostavljanje soncu, smo se pogovarjali z dermatologom, ki nam je med drugim povedal, da zdrave porjavitve ni. Sončni žarki imajo različne valovne dolžine. Med njimi so najbolj škodljivi tisti del, ki jih imenujemo ultravijolični žarki. Ultravijolični žarki imajo dovolj energije, da prodrejo skozi našo kožo in na tej svoji poti poškodujejo celice. Te poškodbe se lahko kažejo zelo hitro, če je poškodba velika, nekatere celice odmrejo, sproži se vnetje in to vidimo kot rdečino. Strokovno temu pravimo dermatitis solaris, po domače pa dostikrat pacienti rečejo, me je sonce opeklo, sončna opeklina. Seveda, tudi če mi dobimo manj sončnih žarkov na našo kožo, ravno tako pride do poškodbe kože, vendar mi tega vnetja ne vidimo s prostim očesom, ker je bolj blago, vidimo pa, da se je koža poškodovala, ker se brani pred sončnimi žarki tako, da nekje v 24 urah stvori pigment, torej mi porjavimo. Vedno, ko mi dobimo rjavo barvo na koži, vemo, da je prišlo pred tem do poškodbe kože. Torej, zdrave porjavitve ni. Torej, če smo rjavi, pomeni, da je sonce poškodovalo kožo. Posledice poškodb kože se kažejo tako, da naša koža ne deluje več pravilno na tistih mestih, kjer je bila pogosto izpostavljena sončnim žarkom. Običajno se na teh mestih pojavijo rjavkaste lise ali pegice, ki jih mnogi napačno imenujejo starostne pege. Takih pegic ne bomo nikoli videli na mestih, kjer ni bilo sončnih žarkov. Kasneje seveda koža izgubi tudi svojo elastičnost, svojo sposobnost, da se povrne v prejšnje stanje, ker to tudi poškoduje te celice, in vidimo spremembe, ki jim rečemo fotopoškodbe, torej poškodbe z soncem, nekaterim tudi rečejo fotostaranje. Namreč te spremembe so videti na naši koži, kot bi se koža starala. Postane bolj starikava, pigmentirana, bolj suha, pojavijo se gubice, razširijo se krvne žilice. To je vse posledica sončnih žarkov. Na spremembe moramo biti pozorni, saj se zaradi sončnih žarkov celice lahko poškodujejo do take mere, da začnejo nepravilno delovati in se nenadzorovano deliti. To imenujemo rakasto obolenje. Poznamo prek 30 vrst rakov na koži. 3 najbolj pogoste vrste so povezane s sončnimi žarki. Najnevarnejši je melanom. Melanom je eden najbolj agresivnih rakov, kar jih poznamo v medicini. Če ga zamudimo in se rak razširi po telesu, je praktično smrt 100-odstotna. Razširi se pa, ko je še relativno majhen. Zato je izrednega pomena, da ta rak ugotovimo čim prej. Sabini Gosenc so pred 11 leti, ko si je želela odstraniti znamenje na hrbtu, zdravniki povedali, da ima kožnega raka.
Ja, moja prva misel, ko sem izvedela, da bom morala poleg tiste lokalne anestezije, lokalnega posega še enkrat v bolnico in da se mora to zgoditi čim prej, je bila, pa zakaj ravno jaz in zakaj ravno zdaj. Seveda sem pa dokaj hitro ugotovila, da je stvar resna, da tukaj ni časa za hec in da je bolje, da čim prej to znamenje dejansko odstranim in se lahko zabavam potem tudi kasneje. Se pa je življenje zelo spremenilo, predvsem sem spremenila prehranjevalne navade in se začela zavedati, da sem najbolj pomembna jaz. Avtomatsko pokretam. Ki so bili na to temo o meni že napisali. Če hočemo melanom ugotoviti v zgodnji fazi, moramo biti pozorni na naša znamenja po telesu. Biti pozorni na znamenja, ki jih prej nismo imeli in so se nenadoma pojavila. Ali pa na znamenja, ki jih imamo že dolgo časa, pa se nenadoma začnejo spreminjati. Seveda, če hočemo biti bolj natančni in imeti boljšo kontrolo, kar svetujemo še posebej pri ljudeh, ki imajo veliko število znamenj, ki so bili dosti na soncu, ki imajo svetlo polt, ki so na primer rdeče lasi, ali pa če v njihovi družini kdo že imel kožnega raka, da seveda naredijo pregled pri dermatologu. Strokovnjaki so zaskrbljeni, saj se v zadnjem času melanom pojavlja tudi pri otrocih, pri starejši populaciji pa število pacientov z melanomom iz leta v leto narašča. Spodbuden podatek pa je, da se vedno več ljudi zaveda škodljivosti sonca in zato opažamo v zadnjih letih v Sloveniji, kljub temu, da število melanoma narašča, da večino melanoma, ki ga odkrijemo, je v zgodnji fazi in na ta način rešimo ljudi. In lahko se pohvalim, da smo Slovenci v zadnjih letih med najboljšimi na svetu, kar se tiče zgodnjega odkrivanja melanoma. Najbolj pomembna in tudi najučinkovitejša zaščita pred škodljivimi sončni žarki je, da se, če se le da, umaknemo v senco ali notranje prostore. Dermatologi svetujejo tudi uporabo oblačil z zaščitnim faktorjem. Še posebej bi poudaril, da taka zaščitna oblačila priporočamo pri otrocih, ker se otroci zelo radi igrajo na soncu, posebno če gremo na počitnice, čofotajo v vodi in taka oblačila so lahko v vodi in ni treba otroka potem ves čas mazati. Ne pozabi tudi zaščititi oči. Mnogokrat ljudje pozabijo na uhlja, uhlji so pogostoma prizadeti, tudi rak se pogostoma na uhlih pojavlja in ne pozabiti pri ljudeh, ki imajo bolj redko lasišče, posebno če je bolj plešasto, tukaj sončni žarki direktno delujejo in zelo, zelo poškodujejo. Torej, tukaj takšnim ljudem svetujemo pokrivala ali slamnike, svetujemo z širokimi krajci, ki naj bojo široki vsaj 7 cm. In kateri faktor uporabiti? Tukaj svetujemo zaščitne kreme z visokim zaščitnim faktorjem, najmanj 30, jaz največkrat svetujem kar 50, ker običajno si ljudje premalo kreme namažemo in če mi damo faktor 30 in si ga bolj narahlo namažemo, bo ta zaščita bistveno manjša. Tako da raje svetujemo višji faktor, da tudi če si damo manj kreme, bo še vedno dobro zaščitena. Kako vedeti, koliko kreme je potrebno nanesti, da bo faktor, ki je napisan na embalaži, resnično učinkoval, smo preverili na Zvezi potrošnikov Slovenije. Ampak neko splošno načelo je, da bi morali na vsak kvadratni centimeter kože namazati 2 mg sredstva.
kar nam seveda spet nič ne pove, ker ne vemo niti koliko je kvadratni centimeter, niti koliko je 2 miligrama. V osnovi pa to pomeni, da recimo pri odraslem pomeni to 30 ml sredstva za celotno kožo, za celotno telo. To je približno tretjina neke 100 ml tube, kar pomeni, da recimo neka družina bi morala skoraj vsak dan namazati se toliko, da izprazni kar 2 tubi. Seveda je pomembna tudi kakovost zaščitne kreme. Cene sončnih krem za otroke, ki jih prodajajo pri nas, se gibljejo od 2 pa vse do dobrih 23 € za 100 ml. Tako kot pri drugih testih, ki jih opravljajo na Zvezi potrošnikov, so tudi tokrat ugotovili, da cena ne določa kakovosti. Mi smo lani, ko smo ta test izvedli, ugotovili, da so prav vsa sredstva za zaščito pred soncem, ki jih je mogoče kupiti v Sloveniji, in smo jih seveda preizkusili, dobro ščitila pred sevanji UVA in UVB, torej tam nismo odkrili nobenih težav. Malce več težav pa je bilo z vodoodpornostjo, kar pomeni ne, da bi bilo karkoli narobe ali nevarno, ampak vodoodpornost pade prej, kot bi morala po nekakšnih sprejetih smernicah. Se pravi, če je sredstvo vodoodporno, bi moralo po 1 uri namakanja zdržati še približno polovico faktorja. Če pa je zelo vodoodporno ali super ali ultra vodoodporno, potem pa bi moralo zdržati približno 2 uri, pa bi bil faktor zaščite še vedno polovičen. No, odkrili smo kar nekaj sredstev, ki tem kriterijem niso zadostila. Kljub višjemu zaščitnemu faktorju pa ne pozabite, da so kreme zadnja oblika zaščite pred sončnimi žarki. Zato dermatologi svetujejo, da se med 10. in 17. uro čim manj zadržujete na soncu. Torej, na sonček pejmo, ker je pomembno, ampak dajmo se zavedati, da je naša koža narejena le do določene stopnje, ga mi lahko prenesemo. Preveč pa bo škodljivo. Torej, moj nasvet vsekakor je, da uživate življenje, da delate tiste stvari, ki vas veselijo. Kar se pa tiče sonca in sončenja na splošno v teh poletnih dneh, ki prihajajo, in dopustniških, počitniških dneh, pa srčno upam, da se zavedate, da kožni rak ne pride čez noč, da se stvari nabirajo iz leta v leto in da se vam lahko takšna stvar zgodi, tudi če imate temno polt, tako kot jo imam jaz. Kamorkoli se že odpravite letos, vam želimo čim več zdravega sonca in dobre volje.